Prav lepo pozdravljeni zopet v Klepetu ob kavi. Danes se veselim teme, o kateri se bomo danes pogovarjali. Zakaj? A se spomnite občutka, ko prvič srečamo osebo, kadarkoli, mogoče je to od otrok, fant ali pa punca, mogoče je to šef kadrovske službe, kadar gremo na razgovor za službo, mogoče je to potencialni poslovni partner in od pogovora, s katerim je zelo pomembna prihodnost našega podjetja. Zdaj se pa spomnite, kaj ne da, kolikokrat razmišljamo, kakšen je ta človek, ali naj nastopim samozavestno, ali bolj plaho, ali naj glasno govorim, ali govorim potiho in počasi, kakšen je ta človek. Zdaj se pa spomnite. No, to je tema, katere se zelo, zelo veselim danes. In vem, da sem tudi vam prižgal tisto iskrico radovednosti. Našli smo rešitev za vse skupaj, zame in za vas. A veste, da obstajajo ljudje, ki na osnovi gubic na obrazu že znajo razbrati osebnostno stanje, zdravstveno stanje, skoraj da celo razpoloženje? O vsem tem se bomo danes pogovarjali. Povabili smo gostjo, gospo Ireno Petriš iz Centra Wellness. Upam, da je že z nami. Gospa Irena, toliko vprašanj imam za njo, da dober dan, dobrodošli, gospa Irena. Pozdravljen. Pozdravljeni v našem studiu. Ste pripravljeni na točo vprašanj? Absolutno. Izvolite, gospa Irena. Ko sem zvedel, o čem se bova danes midva pogovarjala, moja radovednost zrasla preko 2 metra. To že vem, ne? Fiziognomija je neka znanost o obraznih potezah. Kaj je fiziognomija? Fiziognomija, kot ste povedali, je znanost, ki se ukvarja z analizo človekovega obraza in potem na podlagi teh specifikacij različnih, ki jih imamo, dejansko dobimo sliko o tem, kakšen je človek. Ne samo zdravstveno stanje, iz česar se je vse pravzaprav začelo, ampak tudi samo osebnost človeka. Zato, da vemo, kako pristopiti. Recimo, jaz sem se posluževala zelo veliko enih poslovnih delavnic, pa tam nas učijo o temperamentih človeka, kjer izhajamo iz sodobne psihologije, ampak kar je sicer super, ima pa to pomanjkljivost, da mi še vedno rabimo človeka videti v določeni situaciji, kako reagira na nekaj. Takrat pa že zamudimo tisto ključno okno za narediti prvi vtis. Meni to sploh ne zgleda nekako kot neka sveža znanost. Ne, to je že zelo staro. To je že izpred približno malo manj kot 3000 let pred našim štetjem so to na Kitajskem že, tako rečeno, pogruntali. In sicer empirično so opazovali in so na podlagi tega dolgotrajnega opazovanja postavili določene teorije. To je bilo recimo na cesarjevem dvoru. Za cesarja so delali različni strategi, svetovalci in oni so bili v tem zelo izurjeni. Se pravi, ko je prišel na dvor nek tuj kralj ali pa kdorkoli, s katerim so se pogajali, so potem ti svetovalci svetovali cesarju, kako naj se obnaša, zato da bo vse spelo tako, kot je treba. Istočasno so pa tudi navadni ljudje se ukvarjali s tem, tako da ko je recimo nekdo pripeljal domov bodočega partnerja, so potem bodoče tašče, ponavadi ženske, ocenile, ali je ta partner oziroma partnerka primerna za to družino. To danes se mi potem zdi, da je ta znanost še 100-krat bolj uporabna kot takrat. Saj, mislim, da je enako. Tako kot takrat, ko so uporabljali v poslovne namene, tako kot danes uporabljamo v poslovne namene, enako tudi za iskanje partnerja. Zdaj pa me zanima, najprej na splošno, kaj ocenite iz obraza, ki ga prvič vidite? Kaj se lahko, kaj se da, če človek zna? Se da tudi zdravstveno stanje. Predvsem izhajamo tukaj recimo iz obarvanosti obraza. Mi točno vemo, kje se nahajajo kakšne točke, ki reprezentirajo določene organe in potem, če je
neka točka obarvana z določeno barvo, vemo, kaj je narobe. Recimo v predelu obrvi so jetra, če je tukaj recimo pordelo, potem vemo, da je nekaj z jetri narobe. Ali je to trenutno stanje, mogoče jeze, kakšne zamere, ali pa to gre dejansko za kakšno okvaro. Se pravi, zdravstveno stanje. Kaj pa osebnostne karakteristike, ali je kdo, ne vem, pošten, radodaren, ali je žleht po domače rečeno, se tudi to da? Absolutno se da vse prebrati. Zdaj, da bi govorila glih žleht, ne, ampak mogoče kakšne druge predispozicije, da mogoče ni toliko dostopen ali pa da rad špara z denarjem in tako ne. In se pravi, zelo pomembna znanje in lastnost v podjetništvu, v službah, doma, pri sklepanju prijateljstv. Tudi to. In konec koncev sebe. Mi moramo tudi sebe zelo dobro poznati na podlagi tega, da potem tudi mi vemo, kakšnega partnerja iskati, ne samo druge ocenjevati, ne. Tako kot ste pa že povedal, absolutno je zadeva primerna za poslovni svet in osebni svet. V poslovnem je zelo primerno, da vi človeka znate že na prvi pogled oceniti, da veste, kako pristopati. Recimo, če ima nekdo bolj uglato glavo, da veste, da boste korak nazaj stopil. Če ima nekdo recimo okroglo glavo, ki je bolj veseljak, boste lahko mogoče bolj na tak prijateljski način posle sklepal. Kar je super, da lahko vi že takoj ocenite, kot sem rekla prej, pri temperamentu morate počakati, da vidite, da preučite tudi cel prostor človeka. Zdaj me pa res zanima, naše gledalce sem pa prepričan še mnogo bolj. Bomo poklicali našo Danijelo, a lahko? Lahko, seveda. Danijela, lepo te prosim, pridi malo sem, ker te bomo uporabili za zajčico, poizkusno. Hvala lepa. Kar tukaj, da ne bomo hrbta kazali. Zdaj me pa res zanima, dajte nam malo povedati, kaj se da izbrati, glavne značilnosti? Prva stvar, ki jo gledamo pri ljudeh, je sigurno oblika glave. Zdaj, gospa, če takole pogledam, ima precej ovalno glavo. To so ljudje, ki so, sploh ženske, majčkeno artistično usmerjeni, ki so zelo umirjeni. To so ljudje, katerim greš, ko imaš težave, zaradi tega, ker so zelo diplomatski. Se ne kregajo običajno. Kar se tiče mogoče fizičnosti, telovadba in to, mogoče večina ni glih najbolj navdušena nad takšnimi aktivnostmi, tam nekje smo. Potem recimo učke, obrvi. Gospa ima obrvi nagor obrnjene, majčkeno v trikotnik. Tukaj smo spet pri artističnosti, pri tem umetniškem ustvarjalnem duhu, pomeni pa tudi, da rada stvari včasih malo po svoje dela. Drži. Učke ima velike, kar pomeni, da je gospa zelo čustvena in da čustva tudi izraža. Takole, ja. Tako, da malo bolj vidijo. Samečken še. Imate tako, bi rekla, bolj narazen kakor skupaj, kar pomeni, eni imajo zelo ekstremno narazen oči, eni ekstremno skupaj in eni imajo recimo enakomerno. Ona ima majčkeno bolj narazen kakor skupaj. To pomeni, da gospa vidi celo sliko, ne gre toliko v detajle, kot mogoče kdo drug, ki ima zelo skupaj oči, vidi celotno sliko. Ona ve proces od začetka do konca, kako bo šel. Ne samo recimo nek določen del, da se zapiči v tisto, ampak vidi kompletno zadevo. Nosek pa vidim iz profila ima majčkeno ubočen, pa naven. To je zelo podoben, kot je imela tudi Marilyn Monroe. To se pravi, da je oseba, ki se zelo rada zabava. Temu se reče prifrknjen nosek in tudi lička tako ven. Ona je tipičen primer ene ženske, ki se zelo rada zabava, ki zna uživati življenje. Drži. Ustnice so dokaj uravnovešene, čeprav je spodnja majčkeno večja, to pomeni, da zelo rada daje in sprejema. Predvsem spodnja pomeni, da rada sprejema. Sprejema same dobre stvari. Recimo v obratnem primeru, če bi imela večjo ustnico zgornjo,
Potem pomeni, da zelo rada daje, ampak običajno te ljudje, ki imajo zgornjo ustnico večjo, rabijo tudi razlage. Če jim posodimo denar, kam je zdaj ta denar šel? Ne, ja. Bradica je pa okrogla, recimo ni zelo tako kvadratna. To pomeni, da je zelo za ljudi narejena, za delo z ljudmi, ima rada otroke, ima rada živali in enako tudi linija čela, ki predstavlja isto zadevo. Tako da je zelo družinska, bom rekla. To vi berete kot knjigo, se mi zdi, mislim. To se da naučiti. Po domač povedan, zveriziraš se. No, vse to pravim. Ja. Ko stvari preučiš, enostavno greš ven, gledaš ljudi, lahko gledaš televizijo, pa si rečeš, da bom pa jaz poročila pogledala, pa bom analizirala ljudi. In enostavno tekom časa se toliko naučiš, da res že na prvi moment to veš. Moram pa povedati, da delava skupaj v Centru za možem, ki je hipnoterapevt. On pa, naprimer, ko pride stranka k njemu, mora vedeti, a se on lahko stranke dotika ali ne. Ker tukaj gre za zelo, zelo težke stvari, včasih zelo kočljive stvari in ne moreš kar pristopati k človeku tako prijateljsko, toplo, ampak moraš vedeti, a se lahko dotikaš, ker tam je veliko tega, na kakšen način se boš pogovarjal, da se ti bodo ljudje zaupali. Daniela, hvala lepa. Same Najlepša lepe hvala, stvari ja, so ja, povedali hvala. o njej. Hvala lepa, Ja, Daniela. bodite Jaz bom vprašal, gospa Edena, no, zdaj ste mi omenili obrvi, nos, čelo, ustnice, brada. Menda so celo iz gubic da prebrati. To za nas, Tudi- ki smo malo starejši. Ja, ampak tudi gubice niso vedno iste. Lahko pridajo, pa lahko tudi izginejo. To je tisti čar. Ne. Zdaj, če je gubic na čelu več kot dve, potem vemo, da je bilo naše otroštvo oziroma odraščanje, ker linija nekje tlele pri nosku, pri začetku noska je 40 leta. Vemo, da smo imeli težko odraščanje, da smo se zelo sekirali zaradi nekih stvari. Potem gubice tlele med obrvmi, vidim, da jih tudi vi imate, so tudi posledica jeze, včasih kakšnih zamer. Pa ravno tako lahko so zelo izrazite ali pa včasih ne, odvisno od našega razpoloženja. Zdaj pa, mene zanima, jaz bi to tako rad malo zvedel. Prej ste mi nekaj pokazali. Lahko stopim k vam. Tukaj imate prav zanimivo, bova tako pokazala, da bo še naša kamera videla. To so eni primeri. To so recimo slikice, ki jih mi uporabljamo na predavanjih, na delavnicah. Na predavanjih je v glavnem tako, da zelo osnovne stvari damo čez, delavnice so pa potem poglobljeno znanje. Dajte nam malo pokazati. Aha, dominantni z oglato glavo. Bom vam pomagal, če dovolite. Ja, aha, okrogla glava. Okrogla glava so veseljaki, to so ljudje, ki se jim lahko zaupate, ki zelo radi pomagajo. To so najboljši ljudje za resne zveze, ker so zelo predani. Super. Ovalna glava še. Zelo uravnoteženi, kot sem že prej rekla, zelo diplomatski ljudje, se ne kregajo, ne izzivajo. Predvsem ženske so dobre umetnice s to obliko glave. To imate oblika glave. Kaj še najdemo, razen oblika glave na tehle? Strikotno se ne krigati, sam to povem. To pa je oblika čela. Oziroma oblika čela ali pa lasna linija, to sta dve različne stvari. Lasna linija je, če od človeka pogledamo frontalno in vidimo, kakšno linijo ima, vi imate okroglo. Čelo je pa spet drugo. Moramo pa iz profila pogledati, ali je čelo ravno, to, kar imam jaz, ali je čelo poševno, ker je od tega odvisno, kako greste vi v akcijo. Ali boste veliko razmišljali, ali pa ne boste razmišljali, pa boste šli v akcijo in boste pol razmišljali, ko boste že nekaj naredili. Aha, to je to? Kaj imamo še? Gremo še, neenakomerna vse, kar je neenakomerno, pomeni, da nekaj ni v redu v otroštvu, kjerkoli. O očeh ste nam že povedali, a ne da? Tako, če so skupaj, so detajli, če so narazen, je celostna slika. Zdaj spet, če so velike, če so majhne, če so velike, ste zelo čustveni, če so majhne, ste bolj vase zaprti.
Aha, Potem spet nesorazmernost. tako, vsak človek ima eno stran večjo, zdaj, če je leva stran večja, potem vemo, da bo človek gradil kariero v poznih letih, se bo najprej na to osebnostno rast v to vrgu. Še oblika nosu. Jo, takole le. Preveč je vsega za 20 minut. Gospa Irena, midva bova to prišparala za kdaj. No, vi meni povejte, to je zelo zanimivo. Jaz bi o tem rad zvedel še kaj več. Ali lahko kje, se da kje najti? Zdaj pravzaprav mi v slovenščini pisnih virov nimamo. Je tako, da midva z možem, ki delava v hipnocentru skupaj, to znanje jemljeva tako iz kitajskih ved kot od sodobnih strokovnjakov z področja psihologije, ki se predvsem ukvarjajo s kriminalistiko in s tem v zvezi branjem ljudi. Trenutno se piše knjiga, tako da bo tudi na slovenskem prostoru dostopna. Sicer pa midva delava predavanja na podoben način, da človek zve čist ene osnovne stvari. Sicer pa delava poglobljene delavnice, ki približno 4 ure trajajo, zato da dobimo malo več znanja, da lahko začnemo dejansko sami potem delati. Toliko novega smo izvedeli, a vemo pa, zdaj sem ugotovil mnogo manj, kot smo vedeli prej. Za ostalo imamo pa še priložnost. Mi si pa, drage gledalke, spoštovani gledalci, poglejmo nekaj o aktualnih dogodkih. V avgustu-septembru se Klepet ob kavi znova odpravlja na duhovno popotovanje. Raziskovalna odprava tokrat po poteh Indijancev in Nezemljanov. Pot bomo z letališča Phoenix v Severni Ameriki začeli v mestu Sedona, spoznali Hopje, nadaljevali v Narodnem parku Bryce, poznanem po magičnih bitih, nato Antilope in Monument Valley. 18 dni za osebno popotovanje. Pridružite se manjši skupini in doživite svet po poteh Indijancev in Nezemljanov s Klepetom ob kavi. Več pa na klepetobkavi.si ali 02 6200 230. Gospa Irena, še enkrat bom rekel hvala lepa. Odkrili ste nam en velik zastor, z katerega smo slutili, kaj za tole zaveso je, ampak in spodbudili mnoga zanimanja. Kdor se to nauči in mu nekako zna uporabljati, mu je lahko v veliko pomoč, kaj ne da? Absolutno. Navezati prvi stik in to je tisto najpomembnejše. Ja, drage gledalke, spoštovani gledalci, dostikrat, kot sem omenil že v uvodu, se nam zgodi, da je ravno tista prva žoga napačna. Upam, da smo s tole našo oddajo vam malo pomagali, da boste tisto prvo žogo ustrelili točno v pravi kot, tako da bo pomenilo veselje in uspeh pri vas. Gospa Irena, najlepša hvala, veliko uspeha pri vašem delu. Drage gledalke, spoštovani gledalci, vam pa hvala lepa za pozornost. Se vem, zdaj boste leteli na svetovni splet, iskat, kje boste našli kaj uporabnega vsem tem. Menda se pripravlja vsem tem tudi knjiga, pa vam bomo o tem tudi še povedali. Hvala za pozornost. Predvsem je pomembno, da vodo pijete v 2 delih dneva, in sicer najprej zjutraj, takoj ko se zbudite, in sicer naj bo to topla voda in pa ob 5 popoldan.